Te zanima, kako nadzorovati svoj apetit? Poglej ta video. Prvo kot prvo moramo poznati oziroma moraš poznati razliko med apetitom in lakoto. To sta v bistvu dva različna pojma in danes jo zelo hitro zamešamo. Se pravi, lakota je čisto fiziološka potreba in lakoto v zelo veliki meri definirajo recimo hormon grelin in leptin, ki nadzirata recimo to, kako smo lačni in koliko smo siti. Potem lakoto regulira recimo raven krvnega sladkorja. Naprimer, ko nam pade raven sladkorja, telo na vsak način hoče prisiliti človeka, da nekaj poje. En pomemben faktor za lakoto je tudi ta nas vagus živec, neki direktno stimulira možgane, da moramo jesti. Ampak kot smo rekli, to je vse lakota. Mi imamo večje probleme z kontrolo apetita. In apetit pa je nekaj, kar ni fiziološka potreba, ampak je tisto, kar nam spodbudi, da želimo jesti kljub temu, da nismo lačni. Poznamo, ne? Poznaš to sigurno, to se vsakemu kdaj zgodi. Ko greš na primer mimo McDonald'sa ali pa greš mimo pač tistega, kar imaš rad in zavohaš hrano, se ti zalušta in potem poješ. V bistvu sploh nisi bil lačen, pa poješ in poješ 5-krat preveč. In ta apetit je bistveno, da ga znaš nadzorovati. In tukaj bomo pogledali iz mojih izkušenj 5 najpomembnejših točk, ki zelo vplivajo na to, kako učinkovito nadzoruješ svoj apetit. Kot vidite, je prvi korak izbor pravih živil. In kaj je tukaj pomembno? Predvsem dajte poudarek na to, da boste zaužili dovolj vlaknin. O vlakninah smo spet govorili v enem posnetku, lahko ga pogledate. Zakaj? Zato, ker vlaknine, predvsem topne vlaknine, v želodcu ustvarijo eno tako želatinasto tvorbo, ki en čas vztraja v želodcu in napolni želodec in se ne premakne naprej in to nam ustvari občutek sitosti. Torej, vlaknine so zelo pomembne za kontrolo nad apetitom. Obenem so pa tudi dobre za zdravje, zato ker znižujejo holesterol in tudi prebavo izboljšujejo. Druga hrana, ki jo opazite, spravi na izbor, pa je, da zaužijete dovolj beljakovin. Beljakovine vam bodo pomagale tudi pri preoblikovanju telesa, ampak beljakovine imajo zelo velik vpliv na termogenezo. Termogeneza pa je tisti proces, ki ustvarja toploto v našem telesu, se pravi, koliko kalorij porabimo za tvorbo toplote, se pravi, obenem spodbuja termogenezo in seveda, kar je tukaj zdaj bistveno, o čem govorimo, zmanjšuje apetit. Torej, vlaknine in beljakovine, izbor živil. Gremo na drugo točko. Druga točka pa je voda. Kakšno vlogo pa igra voda pri kontroli nad apetitom? Sicer ni najbolj učinkovita, ampak je. Z vodo, tekočino brez kalorij, lahko bistveno in hitro napolnimo naš želodec. In naš želodec, ne boste verjeli, ima v bistvu receptorje, ki beležijo to raztezanje našega želodca. In ko zaznajo ti receptorji, da se je želodec raztegnil, sporoči signalom, poln je, torej zdaj ne rabiš toliko pojesti. In to je en taki zanimiv trik. Kaj pa jaz zelo rad uporabljam, pa se navezuje tukaj na vodo, pa je tople pijače, se pravi čaj in juhe. Juhe, bistre juhe, zelenjavne juhe in čaj, se pravi brez sladkorja, brez medu. Okrog obrokov, se pravi zraven kosila, recimo juha, po kosilu mogoče čaj. Se pravi, da dodamo veliko tople tekočine in tudi če bomo zaužili relativno majhen obrok z vsemi temi dodanimi toplimi tekočinami, bistveno povečamo volumen, količinsko, se pravi hrana pomešana s tem v našem želodcu in kar bo spet to, kar smo rekli, receptorji bodo zaznali raztezanje in nam bo dalo občutek sitosti. Tako da voda oziroma tekočina je zelo pomemben faktor pri nadzoru nad apetitom. Gremo dalje. Tretja točka. Tretja točka je spanje. Lahko ste si sigurno mislili, ampak jaz sicer ne spim tukaj na mizi, ampak drugače bi težko pokazal. Je pa zelo pomembno,
da investirate v dobro posteljo in da dovolj časa preživite v svoji postelji. Ne samo, da ste tam, ampak da dejansko spite. Lahko si tudi merite kvaliteto spanca, ampak dobro, to je druga tema, tudi že kakšen članek o tem napisal. Bistveno je, če imamo spanca premalo, to zelo vpliva na naše hormone. Zmanjšuje občutljivost celice inzulin, kar je zelo slabo, in vpliva na raven grelina, o katerem smo govorili na začetku, in ta zelo vpliva na naš apetit. In to so potrjene raziskave, se pravi, če imamo pomanjkanje spanca, bomo hrepeneli še posebej po slani in sladki hrani, ki je mastna. To je pa ta junk food, kjer dobimo največ kalorij in to slabih kalorij. Tako da, to ni zanemarljivo. Se pravi, spancu dajte zelo velik pomen. Optimalno je nekje 7,5 ur pravijo. Vsak ima sicer drugačne potrebe, ampak dajte se potruditi in dobro spati. Zdaj smo že pri 4. točki. Gremo pogledati, kaj je 4. točka. Kaj bi delal? 4. točka je dolgočasje. Ja, velikokrat se dolgočasiš in ko se dolgočasiš, ne veš, kaj bi delal in narediš kaj? Greš v hladilnik ali pa greš kam drugam, mogoče v McDonald's, hop, in začneš jesti, ali pa mogoče kako čokolado vzameš iz skrivnega predala in se nabašeš z njo, potem pa ti je žal. Tako da, dajte si zapolniti svoj prosti čas. Seveda, čim boljše je, da je vaš čas zapolnjen s konstruktivnimi dejanji, se pravi, da berete, da delate kaj, kar vas zanima ali pa kar vas, mogoče telovadite, ne? Telovadba je zelo dobra za to, se pravi, sklapa se s tem, da pomaga pri preoblikovanju telesa. V glavnem, dolgočasje je smrt za večanje apetita. Zdaj pa smo že pri zadnji točki, to pa je 5. točka in ta je v bistvu, lahko skoraj rečem, najpomembnejša, to pa je stres. Vsi poznamo stres, ne? Kakšno vlogo igra v našem življenju? Jaz sem tukaj naredil en kvadrant, ki v bistvu deli naše razpoloženje oziroma raven stresa na 4 dele in povezanje s tem, koliko energije imamo in kakšno je naše razpoloženje. In tukaj v najboljšem kvadrantu, kjer imamo veliko energije in smo dobro razpoloženi, smo namotivirani, smo zmagovalci, tukaj nimamo ponovadi težav. Druga dva sta neke mešance, se pravi ta, kjer je nizka raven energije, pa dobro razpoloženje, ali pa slabo razpoloženje, pa dosti energije. Najbolj problematičen je tisti 4. oziroma zadnji kvadrant, kjer imamo malo energije in smo slabo razpoloženi. Tukaj je v bistvu naše razpoloženje depresivno. Zakaj to govorim? Saj vem iz izkušenj, da veliko ljudi ima probleme z prenajedanjem, prav zaradi tega, ker se velikokrat nahajajo v stresni situaciji oziroma v takšnem razpoloženju, kot ga zdaj opisujem, v bolj ali manj depresivnem razpoloženju, vse na trenutke, in tukaj se je velikokrat potrebno obrniti na neke zadovoljanje naših čisto osnovnih potreb, mogoče je to, ne vem, premalo preživetega časa z otroci ali pa z družino, ali pa pač pogledajte si po Maslowu hierarhijo potreb in včasih je resnično učinkovito, da se lotimo zadovoljevanja tistih osnovnih, preden gremo naprej. Torej, če vam je bil video všeč, ga všečkajte, tukaj se lahko naročite na moj kanal in še posebej vas vabim k temu, da označite zvonček in ta zvonček vas bo potem obveščal vsakeč, ko prispela nova vsebina. Ne spregledajte prejšnjega posnetka, kjer smo govorili o vlakninah, o katerem sem že povedal, in se vidimo naslednjič. Adijo!